Vzel sem okus pistačijo, to mi je predlagal, pa neki goči, pojma nekaj. Buongiorno, come stai? Evo ga, Denoti je v Rimu, oziroma blizu nekih katakomb svetega Kalista. Zob me boli. Včeraj mi je zobozdravnik odprl zob, dal zdravilo not in me boli kljuva za popizdit. Silam se s tistimi analgesini in zdaj je trenutek, ko me ne boli in lahko snemam. Drugače smo že bili v eni cerkvi, katere nisem posnel zaradi nejevolje. Ampak gremo naprej, da posnamemo te katakombe. Tukaj nam je razlagal dejansko, kaj so katakombe, kako so nastale. Tukaj imate Cecilijo sa 3 prsta, to pomeni Sveta Trojica. Tukaj je pa človek, ki je dejansko najdel te katakombe v 19. stoletju. Rekli so, da ne smemo snemati noter, tako je vprašanje, če nam dobo kakšen video. Skratka, bili smo v katakombah, posod so bile kamere, tako da sem čist mal ukradil kakšen video, da saj malo dobimo občutek. Je pa zanimiv, no, ampak bolj tako, kako bi rekel, verna zadeva. Zdaj pa gremo naprej. Hodimo nekam, v Rimu smo, ampak baje gremo v Vatikan. To, kar vidiš tle, je Vatikan. Vatikan je najmanjša država na svetu. Ima 0,44 km² površine. A drugače je to papeška država in tle je pač so te papeži in razni muzeji. Michelangelo je tukaj risu. Kakor vidite, je gužva, moja kakšna kontrola ali kaj. Ker tukaj je Italija, tam not je pa Vatikan. Je pa dejansko kar huda kontrola. Wow, glej, moramo še čez test. Kada si na letališču. Ok, uspešno smo prestali kontrolo. Zakaj se to dogaja? Zato, da ne bi kdo prinesel not, ne bi eksploziv, pa vse skupaj razfukal. Zraven pa rekel mogoče še Allahu Akbar. Vzad pa gremo pogledati si neko fontano. Pa hvala Bogu, da ni vroče, ker ponavadi avgusta je tleba je 42 stopinj. Danes je pa lepih frišnih 20. Ful je veliko teh peščenih stolpov, tole tukaj je pa obelisk. Baje je bila fora, da ga morajo pripeljati in niso smeli izgovoriti nobene besede. In ko so to tukaj postavljali, se je ta obelisk skoraj zrušil in se je en zadrl polite vrvi z vodo. Zato, da dejansko vrvi niso popustile. Potem so uspešno obelisk postavili in so bili vsi veseli. So pa pred papeža pripeljali tega mornarja, ki je pač to povedal, ker je pač nekaj rekel in so pričakovali, da ga bodo usmrtili. Zato, ker so rekli, kdorkoli bo kaj rekel, bo umrl, ampak ga je papež pomilostil in je rekel, da bo on in njegova družina poskrbela za neke vejice vspod, da daje pod oltar. In baje te vejice so še vedno tukaj. Imate to možnost, da boste videli v živo papeža, ne boste pa videli bazilike. Ok, zdaj sem dobil ene par informacij. To, kar vidiš tle, teli stolpi, to se imenuje kolonijade. To, ogromno zadaj, to je pa cerkev svetega Petra. To ti je un apostol pa te fore, a veš? Tam v zadnje pa najjači influencer v tem delu, to je papež. Ima neki govor na polnoga influencer. Glej, koliko pa followerjev dob. Šalo na stran, ja, danes ima neko mašo, karkoli že. In mi ne moramo noter. Baje se cerkev odpre ob 12 in ura je pa 9 in ne vemo, kam bi se dal. Je pa baje noter fantastično, ker tole je zgodovina taka, da dol padaš. Delati so začeli po Pavlu, ki je umrl, pa dejansko pa so začeli graditi to cerkev in so nadgrevali, pa rušili, pa ono. Delo je in Michelangelo in Boga pitaj kdo še. Kratka, to je največja cerkev krščanska na svetu. Vodička je hotela, da smo 3 ure tam pri papežu. Pa kvačem delati 3 ure, daj gremo ven. Ko baje se ne da v cerkev jati. Bomo pa po 12 se vrnili. Pa se bomo šli ogledati noter. Ule, kaj sem najdel. Slovenska ambasada, glej, v Rimu. Aha, tole, kar vidiš tukaj, tele razne praske, pa tele lufti v mestu, to je pa normalen v Rimu. Tle se ne gledamo prasko, ali ne. Tako ti je pa to, ko dobiš avto iz Italije. Prve pobuškam, vas popraskam, pa ga naši kupijo, zdrihtajo, pa ga te prodajo. Vatikan je dejansko samo trg, vse, kar je izven Vatikana, je že Italija. Cesta sprave pa je nekako tisti mejnik, ko rečemo, nekaj zgradb na njej je v Vatikanu, nekaj je že v Italiji, ne?
ampak zdaj smo že v Rimu, to je Rim. Stojimo naravnost pred nami, seveda slavni Monte Sant'Angelo oziroma Castello di Sant'Angelo, grad svetega oziroma angelski grad. To, kar vidiš tam, je hrib, ki se imenuje Janicolo. Vidiš, to so pinjane, alpinje, se pravi ta drevesa in tukaj se folk ful rad sprehaja. Evo ga, še en busek. Kva so mi interesantni. Kaj ene kocke so, dejansko so pa za vozec. Več kot drugačna, kot pa seveda tisti prvi vtis samega Vatikana, ampak hiše so dejansko včasih gradili z razlogom tako skupaj, da so ozke ulice, neke določene višine, zato da so si dajale senco, da so s tem seveda tako rekoč bile malenkost vetrovne ali seveda prepustne. V vsakem koraku odpada fasada, je seveda zgradba potrebna celovite prenove, ampak Rimljani se zato pretirano ne obremenjujejo. Oni živijo svoje življenje, so sproščeni, vzamejo si tisto, kar želijo. Včasih je bila takšna ulica najbolj znana po starih antikvitarnah, tako kot je ena izmed teh, ki so tukaj. Žal pa je sodoben čas to malenkost pozabil na te reči, veliko njih je propadlo. Prišli so tujci, seveda začeli odpirati lokale, ki niso več tipični, lokalni, italijanski, ampak kakorkoli, danes najdemo kavarne, trgovine, še zmeraj antikvitarne, je pa več kot polovica v tujih rokah, ne več v italijanskih. Tako pa smo se že zaustavili na najlepšem rimskem trgu Piazza Navona. Kot ste na zunanji strani opazili, dejansko to je bilo včasih Domicianovo dirkališče. Celoten prostor je bil posut z peskom, z žagovino, tod so dirjali konji, konjske vprege. Med seboj so merili moč, tekmovali so, a seveda za dobo novejšega obdobja, ko se Rim spreminja, ko postaje seveda sijajen, predvsem po baročnem umetnostnem slogu, pa ti trgi postanejo seveda predvsem okrašeni z palačami, z lokali, z čudovitimi fontanami, različnimi kipi in podobnimi rečmi. Glej ti ta kamionček, se tukaj poskrbijo za smeti, vse okol pa ne, ampak glej, koliko je opraskan. Zakaj je to toliko opraskan? Ja, zato, ker imajo toliko ozke ulice, no, saj ne moreš verjeti. Ena izmed ozkih ulic je tale. Zdaj se gremo pa ogledati tole lepo, fantastično, tlakovano uličico. Malo sem razočaran. Zakaj sem pa razočaran? Ful sem pričakoval, da bom videl kaj vesp. Vesp ni nič. Če so skuterji, so pač taki z velikimi kolesi, a ne, kakor ta. A ja, popazil sem, da je ful mikrokarjev. Evo, celo vidimo tukaj Tvizija, pa imaš tega, ki se prav imenuje mikrokar, pa imaš pa... Se pa nekaj rdečega svet, pojdi bliže. Evo, celo je ena vespa. Evo, ena izmed tolikih. Tole je pa Piaggio Ape. Tukaj, kaj je hod pick-up. Zaustavili smo se na Piazza Rotondi ob najbolj ohranjenem starem antičnem spomeniku, slavnem Panteonu. Panteon je spomenik, ki je pravzaprav od nekdaj služil kot tempelj za čaščenje bogov. No, zdaj si gremo pa pogledati dejansko tale Panteon, kako izgleda notri. Imamo pa srečo, da niso še masovne gužve, ker pravijo, da tole poletje je grozen. Tako da vam jaz svetujem, če si želite pogledati Rim, pejte si ga pogledati pred poletjem ali po poletju, ker so temperature vzdržne in ni gužv. Strinjam s tabo. Ej, če je pa kaj brutalno, je pa brutalen tale Panteon. Res je tak feeling, kot da si v eni igrci ali pa enemu filmu, kjer so Rimljani, križarske vojne, ovo. Noter, ki si je hladno, pa ful je zanimiv to, kar je rekla, da dejansko ta luknja osvetljuje ves Panteon. Zdaj tukaj, koliko kar vidiš, je ful postavljenih nekih oltarjev, pač na verski bazi. Ko gledaš, kako je to dovršeno, kako je to narejeno, pa da so to naredili takrat, pa vsakem času. Až mi delamo pa YouTube video, to je pa naš dosežek. No, zdaj zapuščamo tole, pa pičimo proti španskim stopnicam. Ja, in Fontana di Trevi je še tam.
Pazi foro, jaz ti uletim tukaj not in gledam neke slike, snemam, imam eno foto, jaz gledam in tako gledam, Kero hudo sliko sem si kupil, če pa tole ne predstavlja simbol Rima, pa Italije. A vidiš to vzad, temu se reče kolos. Dejansko je ovit v en tak papirus, temu tako rečejo, kjer prikazuje eno izmed rimskih vojn. Gor na vrhu je pa Mark Aurelij, to je cesar, ki je osvojil Germanijo. Zdaj že malenkost v tistih ulicah, ki so tudi mondenejše, malenkost prestižnejše in seveda sklop vseh teh pravokotnih pod španskimi stopnicami ponujajo ogromno blagovnih znamk do najvišjega prestiža in pa seveda do tistih, ki so dosegljive še širšemu krogu. Pa smo pristali še na Piazza Spanja, španski trg, ki najverjetneje je dobil ime po bližnjem veleposlaništvu Španije. Trg, ki pa je pred nami, pa je seveda najbolj obiskan trg Rima na račun stopnic, ki jih imamo naravnost pred seboj. Kar 137 stopnic nekako vodi do trga Monte del Trinti ob egipčanskem spomeniku in hkrati seveda tudi francoski cerkvici. Samo v spomladanskem času, to je ta termin približno kot smo mi, so te stopnice z cvetličnim aranžmajem. Hitro po 1. maju, včasih celo že pred 1. majem, malo odvisno od temperature, omaknejo te aranžmaje, ker so preveč izpostavljeni soncu in takrat so samo stopnice. Seveda so stopnice svetovno znane tudi na račun modnih revij, na račun fotografij, kamor prihajajo mladi, preden vstopijo v zakonski stan in še bi lahko naštevali. Takojšnji feeling, ki ga dobiš, je Aqualand morje. Slišiš to žuborenje in bi se kar fuknil noter, da se osvežiš. Ampak tam dol so karabinjeri, policaji, ki po moje bi z brzostrelkami te takoj ven vrgal. Drugače tole je kao vodnjak želja in moraš vrst kovanček z desno roko čez levo rame. In potem se ti kao želja uresniči. A mislim jaz, da je to sam fora, da denar dobijo. Kao, če že ne kupaš kartice oziroma vstopance, tako nekaj plačaš. Lahko kune prinesete, ki jih ne rabimo več. Za 1 milijon subscriberjev na YouTubu se vrže kovanček z desno roko čez levo rame. Več kot centim ne dam. Aj, mogoče 2. Nekaj se tam dogaja. Nekdo je padel v vodo ali kva. Ja, mobitel mu je padel v vodo, pa se joka. Vse je waterproof. Vse vem, da je hudo to za otroka, ampak glej, se bo pa nekaj naučil, a ne? Tako da fasado nabaciva. Thank you. Evo ga, pa smo vzeli gelato, 3 okusi, 4,50, pa da probam. Nutella tako, malo vodena. Mango je pa mango, stari. Če je pa kaj ful dobro v Rimu, je pa dobro, da imajo dejansko takele pipe posod. Sploh pa verjamem, da pridejo dober polet. Je pa njihova drugač voda ful klorirana in je kar dosti za nič. Sploh če je hladna, je okej. No, poglejte si, kakšen kaos imamo v Rimu. Takole je, recimo, še normalno na dober dan. Drugač pa hodiš bolj tako, kot ena mravljica. A veš, ko je v Rimu popularen tudi, ko je ful folka vzad, en se spomne pač, da bo šel z avtom in on pač trob. In on gura folk, ne jebe 5%, lega. Tako pač je tukaj to. To je čisto normalen. Kaj pa stirke čera ovčice? Ja, direktno. A ne? Lele. 3M Racing sine. Vse hude pičke fure avtomobile. Veš, kako se parkira v Rimu, glej. Tukaj pa te avtomobili res pridejo do izraza.
Evo ga, se približujemo. Sam zgleda, da bo kar ogromen folka. To, kar vidiš, le je kolona. In ta kolona, vse okoli in okoli, gre za v cerkev. Pravi ponavljam, gužva se začne tukaj, 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 tukaj in gre tja not. Jaz temu pravim piši propalo, od tega nema ništa, razen če uporabim svojo balkansko kri in to, da se prešvercam noter. Usoda je hotla drugač. Prišla sva čez mejo, oziroma čez preverjanje. Moj račun. Ona ima pač neke zdravstvene težave in sem prišel do policaja in sem pač rekel, ona je Boga vam od tamo, ko sme tepe, alo, prosim, da spustite čez, ker če ne bom tepen. In so rekli, ok, no problem. In sva prišla čez vso gužvo, tako da si bomo ogledali cerkev. Ej, tale cerkev je veličastna. Ima pa toliko detajlov noter, da sploh ne veš, kaj bi gledal. Res, noter je od risb, fresk, rezbarjenj, kipov, zlata. To videti v živo je pa res tako doživetje. Vidi se, kam se je denar stekal iz vseh teh držav. Bil sem v cerkvah, to tukaj, glej. Tole mene direkt spominja na igrico Castlevania, ker je glavni boss Dracula. Ti bolj to veš, kaj je to? To je oltar, kjer se mašuje, a ne? Vem pa, kaj pa to vse okolke? To so pa v bistvu kapele, so pač te stranske manjše, a ne? Te kapele je tako velika, kot pa nas ena obična cerkev, recimo. Se pravi, tukaj not, kada je Več cerkva v eni cerkvi. 20 cerkev not. Ja, no, lahko greš prešteti, koliko jih je. To so pa orgle, imaš stereo, levo pa desno. Andreja, kaj je to? To je spovednica. Kaj to pomeni? Da se spoveš, a ne? Vseh neumnosti, ki si jih naredil. Ti bi mogel tlele živeti. Jaz ne, sem čist priden. Živeti bi moral tu. Ej, pod prvo. Jaz lahko delam, po domač povem, pizderije in pol prijem, naredil sem pizderije, v redu, super si. Ne, ni v redu, oni ti dajo pokoro za narediti. A kaj moram moliti pa to? Ja. Je pol malo pomolam in sem dober. Odvisno, koliko ti dajo Pa pokoro. dobro, če mi da 200, 300, vse en, A ti pomolam. misliš, da hitro zmolaš? Ja, pa nima veze, ampak vse en, v redu Fora je to, sem. da toliko cajta molaš, da češ, ne da se mi več neumnosti dati, ker se mi ne da moliti. In pol si kao pride. Evo, tole je pa od papeža straža, imajo to pač klasično njihovo old school uniformo. Ta del je pa ekskluzivno namenjen za mojega prijatelja Lucianota, ki je živel v Rimu 18 let, zdaj ga pa tam čmari v Ljubljani. Tako da, Luciano, pozdrav iz Rima. Kaj se tle na temu trgu dogaja, kaj? Od raznih Avstralcev, ki spije, do... Tako pa počasi lahko rečemo, da stojimo seveda ob najstarejših spomenikih, bi lahko rejali samega Rima, stare antike, kajti smo na mestu ob slavnem Circo Massimo. Eno največjih dirkališč, eden največjih stadionov, kakor bi lahko poudarili. Njegova dolžina kar 625 metrov, njegova širina dobrih 150 metrov, seveda v času zlate dobe, ko je dejansko Circo Massimo bil seveda prostor za tekmovanja, za dirke z vozovi, za seveda praznovanja, tako imenovana njihova verovanja, za ljudje, ko so seveda častili različne bogove in podobne reči. Circo Massimo je začel nastajati že v obdobju cesarja Julija Cezarja in na njem so bile uprizorjene celo njegove prve pomembne bitke, osvajanje oddaljene Galije, današnje Provence, ko naj bi na zemljišču, kakršno je pred nami, tekmovalo več kot 400.000 mož z konjsko vpregom, z različnimi kopji oziroma primernim orožjem. Seveda
Stopnišče okrog samega stadiona pa je bilo izključno za gledalce. Zanimivo je, da je sprejelo naenkrat kar 150.000 obiskovalcev. Tako lahko vemo, da je dejansko bilo največje dirkališče, kar jih je Rim nasploh imel. Za gradnjo Koloseja, ki leži nekoliko nižje, se pravi od leta 80 naprej, pa je pravzaprav Kolosej prevzel čar gladiatorskih bojev, viteških predstav in so na takšnem stadionu samo se še merili za vozovi, se pravi tako imenovane konjske dirke. Tako pa smo se ob griču Palatin, seveda iz smeri Circo Massimo približali proti dvema največjima seveda simboloma stare antike, začenši z slavnim Konstantinovim slavolokom, ki ga gledate naravnost pred seboj. Z desne strani ob Konstantinovem slavoloku pa že občudujemo Kolosej. Kolosej, Flavijski amfiteater, kakor ga slednje imenujemo, je zrasel v obdobju leta 80 našega štetja. Kolosejo pa je seveda dobil ime iz simbolike stebra kolos, ki je bil 30 metrov visok, nekje v bližini današnje točke Koloseja, vrh katerega je stal sam kip cesarja Nerona. Zgradbe, ki je bila v obliki elipse, ki je imela v notranjost kar 30 vrat, ki se je povzdigovala v višino, kot je opaziti skrajno levo v 4 nadstropja. Njena zunanjost je bila vpeta v marmor, z vrha so viseli bronasti ščiti, notranjost je bila opečnata, na sredini je bila seveda velika arena in vsekakor so bila najpomembnejša dvoje vrat, vrata severa, vrata življenja, vrata juga, vrata smrti. Sam Kolosej so prekrivali z jadralnim platnom, tako da so tudi ob slabem vremenu lahko imeli igre predstave. Notranjost pod areno so bili seveda zaprti prostori, kjer so bile hrambe, kjer so bile kletke za zvermi in kjer so slednje se gladiatorji pripravili na trenutek, da stopijo v areno, se poklonijo pred glavni tribunal, na katerem je bil rezerviran prostor za Cezarja in najpomembnejše predstavnike. Nato pa se je začela predstava, ki je dejansko prizarjala neko bitko, nek boj, ki so jo skozi zgodovino rimski vojaki seveda imeli. Gladiatorski boji so bili izjemno krvoločni, saj vemo, da so se največkrat borili za zvermi oziroma pripravljenimi, izurjenimi vojaki, a kljub temu je narod hrepenel po takšnih predstavah in seveda v tem tako imenovanem arenskem delu užival. Ljudstvo je navijalo in seveda gladiator je imel ta namen, da osvoji ljudstvo. S tem, če je osvojil ljudstvo, so seveda ga želeli znova in znova na predstavi. Takšna pa je bila potem tudi lažja odločitev samega cesarja, ali je podal palec navzdol, usmrtite ga do konca ali ga obrnil navzgor, dajte mu še eno priložnost, kajti ljudstvo je seveda klicalo še, za palcem stran od vrata, slapja ali kakorkoli so to imenovali, da so si rezali vrat, pa so vedeli, ta gladiator je v njihovih očeh vsem padel. In skozi vrata juga, vrata smrti so odnašali trupla na zunanji del, odkoder so jih kasneje odpeljali na pokopališče. Smo še pri naši zadnji točki, Piazza Venezia, Beneški trg. Trg je tudi prometno najpomembnejše vozlišče, križišče, kajti od tod vodijo pravzaprav vse poti, sever, jug, vzhod, zahod. Sam trg omejujeta dve palači. Skrajno levo je Beneška palača, ki je sicer zrasla 1455. leta. V njej je bival tudi Benito Mussolini in prav za tega balkona, ki je pred nami, je pozival Italijane ob vstopu druge svetovne vojne, da mu stojijo ob strani fašizma. Nasproti Beneške palače, palača splošnega zavarovanja z krilatim levom kot seveda Beneška palača in v njej danes sedeži različnih institucij. A najlepši okras tega trga je narodni spomenik, imenovan Vittoriano. Le-ta je bil postavljen v času 1885 do 1911 kot počastitev zedinjenja dežele Italije. Ogromno stebrišča z različnimi simboli in pa tako imenovan 12-metrski podstavek, vrh katerega je konjenik vlit iz brona italijanskega kralja Vittorija Emanuela II.
Bil bi nor, če ne bi probal gelatota. Tako da smo si prvoščali, še preden gremo dam. Vzel sem okus pistačijo, to mi je predlagal, pa neki goči, pojma nekaj. Kremen, zelo. Vice, da je mlek, da ni voda. Pistacija. Kašta pistacija. Ok, to pa je. Tukaj smo pistacija. Dobesedno se čuti pistacija. Prej so neki pistacije, vse so dobre, sam, ja, vidite, zakaj je Italijan kralj, sad gleda. Nobody can stop reggae. 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 Nobody can stop reggae.